Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Naš gost je danes Miha oziroma Mihael Sok, ki prihaja iz Grab, občina Središče ob Dravi, čeprav je po rodu iz Podgorcev, ampak življenjske poti nas pač zanesejo tudi kam dlje od doma. Ampak Miha ima posebno funkcijo v Središču, namreč je predsednik konjeniškega društva Središče ob Dravi in glede na to, da društvo prav kmalu pripravlja že drugo mednarodno srečanje konj in kočijažev, se nam je zdelo kar prav, da malo poklepetamo z njim, sploh pa da nas povabi na to prireditev. Miha, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljeni vi in gledalci kabelske televizije Ormož. No, prej sva se pogovarjala in praviš, da si zet v Središču ob Dravi že 16 let. Si se privadil v tem koncu naše občine oziroma v sosednji občini? Ja, v sosednji občini sem se privadil, ja, nimam kaj. Je kaj drugače kot v Ormožu? Ja, sicer nisem po rodu Ormožanec, ampak sem iz Podgorc. Ja, je malo drugače, ampak vse kaj daje. No, seveda pa to ni glavna tema danes, pač pa konji. Je res, midva imamo danes temo konji, konjeniki, srečanje kočij in kočijažev, ki bo 8. maja od 11. ure dalje v Središču ob Dravi. No, lansko leto je bilo prvo takšno srečanje. Kakšne izkušnje ste si nabrali s tem? Glede na to, da smo bili lani organizatorji prvega konjeniškega mednarodnega srečanja, moram reči, da smo se malo bali, kaj in kako, vendar prireditev je uspela več kot odlično. Po prireditvi zvečer, ko smo končali, smo bili vsi več kot zadovoljni. Koliko je bilo udeležencev lansko leto? Lansko leto je bilo na našem prvem mednarodnem srečanju nekaj čez 70 konj, se pravi nekaj je bilo jahačev, nekaj je bilo konjenikov s kočijami. Posebnost te lanske prireditve sta bile 4 vprege, ki je bilo to nekaj fantastičnega za videti. Se pravi, atrakcij ne manjka na takšnih srečanjih? Nikako ne, atrakcije ne manjka. Lani smo začeli prvič, letos nadaljujemo z to prireditvijo in tudi letos se bomo potrudili, da bo marsikaj drugače kot lani. No, odkot pa pravzaprav pridejo udeleženci, predvsem tisti čez mejo? Ja, udeleženci čez mejo pridejo iz Križevec, Čakovca, Zelendvora, z Ludbrega, s Hrastovskov na Hrvaškem. Letos bodo tudi prišli iz Bjelovara, pogovarjamo se tudi nekaj z prijatelji iz Đakova, tako da pridejo kar. No, v zraku je pa še tudi ena udeležba, ena kočija, ki bi naj prišla iz Mađarske. No in kaj je bistvo takšnih srečanj? Bistvo teh srečanj je, da se srečamo vsi ljubitelji teh plemenitih živali, malo podebatiramo, malo pogledamo vsak svojo opremo, kolegovo opremo, njihove konje, svoje konje. Po drugi strani pa je to tudi veliko zanimanja kaže javnost, publika. Kajti če pogledamo lansko leto, ko smo to organizirali prvič, ko smo se dejansko vsi učili še kaj in kako in da smo videli, ko so se te množice zgrinjale iz vse povsod, smo lahko res zadovoljni, da smo sploh prišli na to idejo in da smo to izpeljali, kajti vidimo, da smo v prvi vrsti zadovoljili sebe, v drugi vrsti pa tudi zelo, zelo velik krog teh ljubiteljev konj, kateri se jim konji dopadajo, mogoče bi jih imeli, pa jih nimajo kje imeti, tu imajo pa možnost, da se celi dan družijo in sodelujejo z nami in pa s konji. Kakšno vreme ste si naročili glede na to, kar nas je doletelo v zadnjih dneh? Bo topleje, bo lepše? Vreme vsekakor bo in to seveda lepše tam čez 18-20 stopinj, kar najbolj odgovarja našim živalim in pa tudi nam. No, pred kratkim ste imeli tudi žegnanje konj, ste ga organizirali, kako je to potekalo, kako se je izteklo, ja? Konjeniško društvo organizira tudi vsako leto Jurjevo žegnanje ob Svetem Juriju, tako da organizirali smo ga v nedeljo in bilo je okrog 15 konjenikov, 2 dvovprege in moram reči tudi, sicer nam je vreme zagodlo, ampak kot kaže, nam ne pride do živega. Tako je. Kako dolgo pa ste vi predsednik konjeniškega društva Središče ob Dravi? Predsednik sem zdaj 3. leto, drugače sem pa v upravnem odboru od ustanovitve društva, to se pravi zdaj že 9. leto. In kako funkcionira društvo, koliko članov imate, kje je sedež društva? Društvo ima nekaj blizu 70 članov,
Je pa tako, vsa društva imajo eno zdravo jadro, ki pol vleče komplet naprej in moram reči, da pri nas v našem društvu smo res fantastična ekipa, se pokličemo, se pogovorimo, se dobimo in vse, kaj nam pade na pamet, izpeljemo. No in kakšne so vaše akcije oziroma aktivnosti v teku leta? Lansko leto ste organizirali tudi počitniški tabor, ki je bil tudi prijetno doživetje za vse udeležence. Ja, res je, ampak če gremo po vrsti, naše leto se začne že tam v začetku februarja oziroma marca, odvisno kdaj je pust, sodelujemo na obeh povorkah, se pravi v vaši in naši občini. Pol pa nadaljujemo z žegnanje, obiskujemo žegnanja po vseh sosednjih občinah, ki nas povabijo. In leto naše se začne pa delovno predvsem 1. maja. Na sam dan 1. maja se odpravimo s kočijami in s konji na naše prvo srečanje že konjenikov in kočij v Malo Subotico na Hrvaško. Pol naslednji vikend smo na vrsti mi kot organizatorji prireditve. Pol sta 1, 2, 3 vikendi predaha, pa se začnejo naša obiskovanja vseh ostalih društev, kajti če želimo, da društvo, katerokoli drugo društvo pride k tebi, se ti moraš udeležiti njegovega srečanja. In če samo kot zanimivost povem, lani je bilo teh 12 teh srečanj, predvsem po sosednji Hrvaške. In tudi lahko povem s ponosom, da smo se udeležili v vseh srečanj z najmanj 2 kočijama ali več in pa tudi vsi člani in vsi ljubitelji smo šli na svoje stroške. Nobenega sponzoriranja oziroma kakorkoli trošenja denarja iz društvene blagajne za te prireditve ni. Kot ste pa omenili naprej, je pa društvo predvsem znano po otroških taborih. Ti tabori nam pa dajo spet posebno energijo, ker tu prevzamemo otroke za 2 dni, jih dobimo v soboto vjutro in jih pol starši pridejo iskati v nedeljo popoldan. Kot ste sami lahko videli, lani bilo je nekaj manj kot 30 otrok. Tu ni nobenega mobitela, nobenega računalnika, 2 dni so otroci dobesedno s konje. Lani smo tudi prišli na idejo, ki smo malo drugače kot iz prejšnjih let, nismo stavili šotora, ampak smo si postavili kar svojo slamarico. Kot je bilo razvidno, smo postavili slamarico dejansko iz slame, kar se je spet pokazalo za eno dobro pogotavščino, kajti slama je zelo dober izolator in zelo hladno, zelo prijetno je bilo v tej naši slamarici. In pol še so spet udeležbe na teh srečanjih in pa zaključimo nekje tam 26. decembra, ko se udeležimo zadnjega blagoslova konj na Štefanovo. Kaj vse pa pripravljate za drugo mednarodno srečanje kočijažev in konjev? Bo kakšen poseben program? Vse skupaj se začne takoj po 11. uri, tako piše na vabilih. Tako, na vabili piše začetek med 11. in 12. uro, zbiranje kočij konjenikov. To se pravi, tu pridejo naši prijatelji, se pozdravimo, pogovorimo, vidimo, kdo je, kdo ni. Od 12. ure pa tam nekje do 1 bo en kratek mimohod, tako da bodo tudi obiskovalci imeli kaj za videti, bodo lahko videli, kdo je prišel, s kakšnimi konji, s kakšnimi kočijami in temi zadevami, bo možno si pogledati. Tam nekje okrog 1 ure se pa začne malo bolj pestro, se pravi te spretnostne vožnje in sicer 1 vpreg, 2 vpreg in upamo tudi, da bo kakšna spretnostna vožnja s kočijo z 4 vprego. Ko se spretnostne vožnje končajo, bomo letos naredili novost in ta novost je tudi, da bo tekmovanje jahačev. Ker smo lani videli, da je prišlo tudi veliko jahačev, smo rekli, letos pogoje imamo idealne in bomo naredili tudi tekmovanje jahačev. Bo pa sicer to tekmovanje jahačev spet nekaj drugačnega, kot je drugod, ker drugod se vse povsod meri na čas. Kdo je čim hitrejši čez progo. Mi smo pa rekli tako, mi bomo postavili progo, v normalnem času jo bo eden od naših članov prejahal in ko jo bo prejahal, bo zmagovalec tega tekmovanja tisti, ki bo prišel na njegov čas oziroma se bo približil najbolj njegovemu času. Potekalo bo vse v naravi, brez kakšnih umetnih ali kakršnih koli drugih ovir. Se pravi, čisto po domače, da vidimo, kaj tvoj konj zmore. Gre PKR-ka ali ne gre.
pa take zadeve se bodo postavile in se organizirale. Ja, seveda, ker naša prva prireditev je imela posebno noto, ko smo jo organizirali prvič, smo si zamislili tudi malo tombolo zraven in seveda, mala tombola je lani bila zelo zanimiva in kaj se je zgodilo, zgodilo se je, da smo v zelo kratkem času ostali brez kart. Kajti prva nagrada lani je bila poni kobila in letos smo malo razmišljali, malo preštudirali in smo rekli nič, če je pa to tako zanimivo, bomo pa dali letos pravega konja. In prva nagrada na tomboli je 13 mesecev stara kobila, ki bo pa verjetno tudi potegnila še določeno število ljudi za sabo. Da pa ne bi bilo samo vse povezano s konji, smo pa dali tudi drugo nagrado. Druga nagrada je pa 4 dni morja za 4 osebe na Pagu. Zanimivo. Takšne pa bodo še ostale nagrade? Tu gremo samo v prve 3 nagrade. Aha, no tretja pa bo? Tretja nagrada pa še zaenkrat ostaja skrivnost. Aha, ja, zanimivo, zelo tako privlačno ta tombola. Fino, kdaj pa bi potem, oziroma na kakšen način se bo vse skupaj zaključilo? Pripravljate morda tudi kakšno veselo druženje potem na koncu? Glede naše prireditve smo si mi prireditev zamislili tako, da speljemo vse v smislu konja, v smislu združenja konj. To pomeni nobene veselice, nobene žive glasbe, ampak res samo druženje s konji, pogovarjanje. Elektrike nimamo na prireditvenem prostoru, tako da ko pade sonce, se prireditev zaključi. Razen, če si boste umislili kakšne bakle. To pa še bomo videli. No, kje natančno pa se bo to dogajalo? Prireditev se nahaja na istem mestu kot lani, se pravi na relaciji Ormož-Središče, ob glavni cesti na Grabah na 2-hektarskem travniku, to se pravi na našem prireditvenem prostoru, ki ga je nemogoče spregledati ali zgrešiti. To, če se pelješ mimo, vidiš? Sigurno vidiš, ker to smo lani opazili, ko smo imeli prireditev, so se ustavljali, moram reči, da celo neki Nizozemci z 2 avtomobiloma in so si ogledali prireditev, pa mislim, da so bili 3 ali 4 avti Nemcev, ki so tudi sparkirali in pa so tudi prišli pogledati, kaj se dogaja. Tako da se pravi, smo bili opazni. No, tista tombola še me vedno ne gre iz glave, zanimive nagrade, imate pravzaprav zelo bogate nagrade. Kdo pa se lahko poteguje za te nagrade? Mora to biti ljubitelj konj oziroma ljubitelj seveda bo, če bo tam, mora imeti pogoje, da lahko ima konja ali pač kdorkoli? Glede tombole, kavto lahko kupi vsak. Vkolikor se pojavi problem, da dobi recimo konja nekdo, ki nima možnosti, bomo mu tudi to možnost zagotovili, da bo lahko konja imel na penzionu. Ali pa tudi možnost, ker iz prakse, iz zgodovine teh prireditev kaže, da se je zgodilo že recimo na sosednjem Hrvaškem, da je kdo dobil konja, ni bil zainteresiran za njega in ga je tudi imel možnost tam na licu mesta prodati, ga je kupil kak ljubitelj, ki bi želel imeti to plemenito žival v svojih rokah. Tako da glede tega ni nobenih problemov. No, v glavnem človek, ki dobi prvo nagrado konja, postane v tem trenutku, ko prinese to zmagovito tombolsko karto, lastnik tega konja, 13 mesecev staro kobilo, ste rekli. Tako, tisti, ki bo imel vseh, mislim, da je 15 številk na listku, pravilno izpolnjenih, iz bobna izžrebanih, je kobila njegova. No, kaj pa 4-dnevno letovanje na Pagu, za kateri čas to gre? Za 4-dnevno letovanje na Pagu je pa pol se lastnik z tem, ki nam je to nagrado podelil, dogovori o roku. Gre vse po dogovoru. Fino. No, sedaj pa še beseda 2 o vašem konjeniškem društvu. Pravite, da 9 let deluje, da ste vi že 3. leto predsednik. Kako pa ste vi, kdaj ste vi vzljubili konje? Ste to prinesli s seboj, to ljubezen do konjev od doma, iz Podgorcev, ali vas je sedaj prevzelo? Pa moram reči, da sem te konje zmeraj opazoval. Če se spomnim kot otrok, sem gledal enega gospoda iz Osluševec, ko je s tisto njegovo črno kobilo se vozil mimo nas na kmetijsko zadrugo, pa ti pol si skočil zadaj, pa si se po domače povedano na repici malo pelil, samo ko si bil zraven konja. In pol seveda časoma je ta ljubezen malo zamrla in zdaj pred rečemo 15-16 leti se je pa to vrnilo in pri hiši so zmeraj 2, 3, 4 konji zmeraj.
vozni in pa jahanje. To pomeni, služijo vam za vožnjo, za hobi. Tako, Predvsem konji za so hobi. vozni za vožnjo in pa za jahanje. Imam tu hčerko, ki se trudi in zelo rada jaha, tako da bomo v tej smeri, vidim, nadaljevali. Kdaj pa ste se vi naučili jahati? Jaz, če vam po pravici povem, mene bolj zanima vožnja kot jahanje. Aha, z Sem kočijo. nekako bolj ljubitelj, pristaš vožnje s kočijo. No, torej, domnevam, da imate kočijo doma. Svoje ne, moram reči, da ima konjeniško društvo Središče ob Dravi, je zmeraj kako dobro gospodarno društvo ravnalo in smo nabavili 3 kočije. Nabavili smo 2 tekmovalne kočije in pa eno Jagwagen, se pravi gospodsko kočijo, tako da imajo vsi člani možnost, ker ima konja, pa mogoče nima kočije, ima možnost, da pride, si sposodi kočijo, se pelje in lahko uživa v naravi. Kajti vemo, da v Središču ob Dravi je narava fantastična. Od Drave pa gor proti Kogovskim goricam, tu lahko uživaš, se voziš brez da greš 100 metrov po asfaltu. No in kakšne konje imate doma? Ja, pri nas doma trenutno so kasaška kobila Kofi, lipicanka, velš pone in pa en kastrat Pegas. Imamo pa na penzionu tudi enega konja Lumpija. Kje je ta penzion? Pri nas doma ima ena punca, ima konja pri nas v našem hlevu, konja, ker doma nima možnosti, pa ima to možnost. Da je pri vas torej Tako, na stanovanju. točno, podnajemnik. No in kaj recimo vam, kaj človeku prinaša ljubezen do konja? Glejte, konj je ena zelo pametna, zelo brihtna žival, ki je tak, koliko ti njemu, toliko on tebe. In ko ti vjutro prideš, ko se zbudiš, ko prideš ven, ko oni zahrzajo, se zbudiš. In to je tako v raju, da veš, oni tebe spoštujejo, ti njih in to so res fantastične živali. Torej pravite, da kočije so tisto, kar vas najbolj navdihuje, pa veseli in tako dalje, tako da je verjetno kar bila vaša ideja, da se organizira srečanje kočijažev. Ja, no, mogoče bi res bila malo moja ideja, ampak vse, kot sem že prej rekel, v društvu imamo eno zdravo jedro, eno dobro ekipo in to eden nekaj reče, to malo podebatiramo in že se to spelje, ne. Kajti recimo, če pogledamo, lani je bila ideja, oziroma predlani ideja za to srečanje kočij in kočijažev. To se pravi, to zadevo smo speljali, jo bomo speljali letos drugič. Pol je bilo pred leti ideja o otroškem taboru, ne. Otroški tabor, vam povem, to ni mala stvar, ko imaš ti 20 ali pa več otrok na kupu, tu so živali in to je res, to smo se od začetka zelo bali. In zdaj, ko smo ta tabor, mislim, da že 6. če se ne motim, izpeljali, se spravljamo na 7. se je na občnem zboru pogodila spet ideja, ne. In ta ideja je, če že delamo otroški tabor, zakaj ne bi delali še tabora za odrasle, ne. In tako bo letos tudi kot novost konjeniškega društva Središče ob Dravi, dvodnevni tabor za odrasle. Zanimivo, tega pa prej niste povedali. No, fino, kdaj pa se obetajo ti tabori, in otroški in potem za odrasle? Otroški tabor se obeta najverjetneje ali takoj v štartu julija ali pa konec avgusta. In tu, če bo konec avgusta otroški, pol bo tudi teden kasneje še tabor za odrasle. No, kako je na otroških počitniških taborih, smo imeli priložnost videti in doživeti minulo leto, ko smo bili pri vas na obisku. Kaj pa bo torej ponujal tabor za odrasle? Ja, tabor za odrasle se v bistvu ne bo razlikoval čisto nič od otroškega. Pričakujemo predvsem tiste, ki imajo ljubezen do konj, doma nimajo svojih konj in tu bodo zdaj imeli možnost istega dela s konje in vsem tem druženjem, kako otroci. Tu bo čisto isto se bo odvijalo vse. Isto bo dvodnevno organiziran, se pravi od sobote jutra do nedelje popoldan. Možnost spanja in vse tako, na otroškem taboru, tako bomo šli tudi na odraslega. In kdo oziroma kakšno predznanje morajo imeti tisti, ki na tabor pridejo? Ti tabori so značilni, da pridejo vsi, ki imajo znanje in ki ga nimajo. In pol mi to prilagodimo tem obiskovalcem tabora. Tisti, ki ima nekaj znanja, ker zdaj tu so že otroci, ki hodijo več let,
In tu so otroci, ki pridejo prvič, jih razdelimo po skupinah in pol naši neumorni člani pol skrbijo za njih po skupinah. Tako bo najbrž torej tudi za odrasle. Prav tako isto se bo dogajalo pol tudi z odraslimi. Ja, To pomeni, da lahko pridejo tudi tisti, ki se želijo naučiti jahanja. Točno. Bo to kaj stalo? Je to kaj Ja, stane? tabor je vsako leto plačljiv, kajti veste, da so stroške z prehrano, z drugimi zadevami, ampak glede tabora, mislim, da je tabor 30 € za 2 dni z vso prehrano, da to ni neki strošek za tistega, ki gre. Kajti, če pogledamo tabor predvsem za otroke, tabor za otroke mislim, da je že poln, pa še sploh nismo povedali, da ga bomo imeli. Torej, interesentov ne zmanjka, tako bo verjetno tudi z odraslimi. Kje pa sicer lahko dobijo vse podrobne informacije, kam se lahko obrnejo za prijave? Vse podrobne informacije lahko dobijo na naši Facebook strani Konjeniškega društva Središče ob Dravi. Kajti od letos imamo našo Facebook stran, naša članica Špela to pridno in skrbno urejuje in pa pol so vse informacije in vse zadeve se dogajajo tam gore. Če moram reči, da smo bili do letos brez Facebook strani, smo mislili, da to ni potrebno, ampak zdaj, ko smo pred 2 mesecoma mogoče to stran odprli, vidimo, da je to zadetek v polno. Kajti tu prek naše Facebook strani komuniciramo tudi z člani konjeniških društev iz cele Hrvaške, od Đakovega, Bjelovara, pa tudi po celi naši Sloveniji, pa vse posod. Tako da ta naša Facebook stran je bila, moram reči, da zadetek v polno. No, prej sem želela še vprašati to, ko se odpravite s kočijo in s konji pač nekam dlje, v Đakovo recimo, ali v Malo Subotico ali kamorkoli že. Kako pa s kočijo potujete, ali se to vse kup naloži na avto, kako to gre? Zdaj v Đakovo še nismo šli s konji, v Đakovo smo šli samo z avtobusom, ampak ko gremo pa recimo za prvo mejo v Malo Subotico, 7:00 je zbor pri našem podpredsedniku oziroma pri slaščičarni pri Rupertu, tam se dobimo in pol je to lepo med 2 pa 3 ure lepo mirne vožnje s kočijo proti Nedelišču, čez Nedelišče, Čakovec in pol pridemo dol proti Mali Subotici, tam nekje okrog 10:30 ure. Se pravi, enostavno s kočijo? Enostavno peš. A peš? Torej S konji, ja, s kočijo, tako. Peš, ja. Zanimivo. Gremo tudi v Zavrč, gremo z kočijo, se peljemo peš. Gremo v Zelendvor, edino v Križevce takrat naložimo in peljemo. Kajti to je velik logistični problem. To treba naložiti, pol konja lahko pelje tisti, ki imajo spit za prevoz živih živali. Druga zadeva, če češ kočijo peljati, spet moraš imeti prikolico temu primerno. In mi, če se le da, se odpravimo po narave peš. Aha, se pravi, če torej greste s kočijo, so to kakšne ovire na cesti, recimo? Predstavljate kakšno oviro na cesti ali... Mi gremo normalno kot vsak udeleženec, ni nobenih ovir, do zdaj tudi nobenih problemov, tako da upam, da bo tudi ostalo v bodoče. No, koliko smo videli ta razna srečanja teh kočij, zelo zanimive, zelo izvirne pravzaprav so te kočije, ki se dajo videti na takih srečanj. Je tudi na vašem bilo kaj posebnega, takšnega, kar je vam osebno padlo v oko, kakšna takšna kočija? Ja, res je. Zdaj, če pogledamo te srečanja, pa to, ko hodimo, predvsem doli po Hrvaškem, bi rekel, da vidimo vozove oziroma kočije, lojtanike, stare tudi po 100 let ali več. In recimo na Hrvaškem dajo posebno tradicijo še temu in še to posebej obnavljajo. Pri nas recimo lani, ko smo imeli naše srečanje, je bila na ogled kočija enega našega člana, gospoda Novaka, ki je bila generalno obnovljena, kočija Viktorija, ki je bila stara čez 100 let. To je bilo tudi nekaj za oko, nekaj za videti. In pa bili so tudi eni iz Ludbrega, oni so imeli pa en voz, ki je bil pa tudi če se ne motim, je imel letnico 1882 ali nekaj takega. Tako da res tu se vidi marsikaj, od konjev do kočij, do opreme, do vsega. Samo bi še omenil tu, ko smo zdaj že pri tej kočiji našega člana, gospoda Novaka, bili smo pred 7-8 letami v Lipici, ko bi Lana Lipica praznovala, mislim, da 430 let, če se ne motim.
in smo bili povabljeni kot društvo in seveda nam ni treba dvakrat reči, mi pridemo tako ali drugače in smo šli z enim parom konjev in pa smo vzeli s sabo to kočijo na to povorko in ko smo mi za to kočijo se pojavili v Lipici, ki je bilo iz 5 ali 6 držav, so bili konjenike, kočijaže, moram reči, da smo več kot 1 uro imeli samo oglede pa samo zanimanje za to kočijo in tudi možnosti, da bi jo prodali. Zelo veliko povpraševanje, ker je to ena izmed redkih kočij, ki se še da videti, seveda, ker je pa obnovljena, je pa še toliko bolj zanimiva. Ne? Ja. No, so to kočije seveda s tistimi še lesenimi kotači, ne? Pa tudi že na gume. Večinoma po Hrvaškem vidimo kočije tako ste rekli, z lesenimi kotači. Kar se pa tiče tu pri nas, pa že imamo te novejše, se pravi te maraton wagen, se temu reče, to so pa že večinoma vse gumirane kolesa, kovinsko, vse vzmeteno, to so že skoraj mali avte. Torej vsi tisti, ki bodo v nedeljo 8. maja prišli pogledat srečanje kočij in kočijažev in vse, kar se bo tam dogajalo, bodo lahko tudi dobili kaj za pozob, recimo, da si umislijo nedeljski izlet? Tako, jaz, kot sem že lani rekel, če nimate kam, pridite v nedeljo 8. maja k nam v središče ob Dravi na naše konjeniško srečanje. Čaka vas tombola, čaka vas pa tudi gostinska ponudba. Sodelujemo z slaščičarno pri Rupertu iz središča ob Dravi, kjer ponuja pijačo, sladice in pa naš središki bučni sladoled. Kar se pa tiče hrane oziroma za podzob, jej malo, jej dobro, pa ješ gostinstvo Ozmec poskrbi za to. To bo najbrž kakšni konjeniški golaž. Ne, konjeniških stvari na konjeniških prireditvah ni. Ne mislim iz konjeniškega mesa. Ne, to so pač žar varianta bo tudi, odojek se bo letos vrtel in take zadeve. Tako da noben ne bo ostal lačen. Lačni in pa ženi sigurno ne boste šli domov, ne, brez skrbi. Dobro, obetamo si lahko le še lepo vreme, upam, da nam bo vsem skupaj, kajti tudi mi bomo zraven, torej vreme šlo na roko. Miha, veliko uspeha vam želimo pri organizaciji, še imate kakšno posebno željo, recimo, da bi prireditev stekla, kot je treba, še kakšen apel? Ja, gledajte, člani konjeniškega društva Središče ob Dravi smo znani, da se potrudimo in vsega časa se primemo, speljemo 100%, tako da tudi upam, da bo letos tak. Vas pa še enkrat vabim 8. maja od 11. ure dalje v Središče ob Dravi. Čaka tombola, čaka srečanje kočij in konjenikov ter bogata gostinska ponudba. Se vidimo 8. maja. Hvala lepa, Miha. Hvala vam. Ja, slišali ste, Miha Sok je bil z nami, predsednik konjeniškega društva Središče ob Dravi. 8. maja smo vsi skupaj vabljeni na srečanje kočij in kočijažev. Verjamem, da bo kaj videti in da bo lahko zelo zanimivo in predvsem zelo zabavno. Hvala za danes, hvala za pozornost. Se vidimo znova čez teden dni v naši oddaji Med nami povedano. Srečno do takrat.